Dober dan, še en prav super lep pozdrav iz Cipra. Danes sva se ženo odpravila v glavno mesto Nikozija, ki je zadnje mesto na svetu, ki je razdeljeno na pol med dve državi. Imamo pa še en lep dan. Danes je 23. april in veličastnih 28 stopinj Celzija. Iz Limassola do tukaj sva se vozila 1 uro in 10 minut, tako da sva se zdaj najprej ustavila na eno kavico, tako da se na hitro osveživa in da dobiva nekaj drobiža za parkirišče. Če bi pa koga zanimalo, cene v glavnem mestu so prilično normalne. Navadna ciprška kava je 1 evro, espresso 1,5 evra, kapučino 3 evre. Nikozija je drugače kar precej veliko mesto in je tudi najbolj jugovzhodna prestolnica od vseh glavnih mest EU. Če boste kdajkoli obiskali Ciper, ne zamudite ogleda Nikozije. Ampak naju zanima ta stari obzidani del, ki je narejen v obliki 11-krake zvezde in so ga zgradili Benečani. Drugače ta notranji obzidani del pa ni tako velik. Slab kilometer je premjer cele zvezde. Najbolj zanimiva ulica v tem obzidanem jedru je Ledra Street, 1 kilometer dolga, gre v smeri jug-sever, na sredini je prekinjena z mejo in je polna nakupovalnih centrov, butikov, štantov, lokalčkov. Midva se bova najprej prebila do te Ledra ulice in potem bova šla po njej do grško-turške meje. Drugač pa ni razdeljena samo prestolnica, ampak je razdeljen cel Ciper na severni turški del in južni grški del. Grški del je v Evropski uniji, medtem ko severni Ciper prizna samo Turčija. Meja med državama mora biti precej trda, zato ker je lastnik našega apartmaja povedal, da nikoli v življenju še ni bil v Famagusti. Seveda se pa trdota meje kaže tudi v tem, da so dejansko na južni strani Cipra tipični Grki, komot bi državo zamenjal za Grčijo, na severu so pa res pravi Turki in država deluje kot Turčija. Nasplošno moram povedati, da meja med severnim in južnim Ciprom ni navadna črta, ampak je cel pas nikogaršnje zemlje pod kontrolo Združenih narodov. Širina tega pasu pa ustreza debelini alkoholnega flomastra, s katerim so politiki narisali črto čez otok. Angleži, ki so tukaj vladali do leta 1960, so pustili svoj pečat, tako da na obeh straneh Cipra vozijo po levi strani. Jaz zase lahko povem, da sem se presenetljivo hitro navadil voziti po levi, tako da sem presenetil sam sebe, kar se tiče menjavanja prestav, kar se tiče krožišč, kakšnega zavijanja v desno. Praktično po prvih 5 minutah si že noter. Nekaj je k temu pripomoglo tudi dejstvo, da so Ciprčani zelo umirjeni in uvidevni vozniki. Za vožnjo po Cipru sva večinoma koristila te dvopasovnice. To so praktično avtoceste, ki so brezplačne, hitrost pa je omejena na 100 km/h. Cenovno je Ciper precej podoben našim cenam, tako kar se tiče pijače in hrane. Bencin je po 1,5 evra, nafta po 1,7. Kar pa se tiče cen v severnem turškem delu Cipra, pa lahko vse delimo z 2, glede na Slovenijo. Zelo, zelo poceni oziroma ugodno. Ena stvar, ki jo pa moraš paziti na turški strani, je to, da izklopiš mobilne podatke. 1 mega je 4,6 evra in ta znesek gre lahko takoj v stotine evrov, ko malo preveriš Instagram in Gmail. Za razliko od južnega dela, kjer se plačuje z evri, imajo na severu denarno enoto turška lira. Ampak jaz sem vse povsod plačeval z navadno maestro kartico od delavske hranilnice in nisem imel nobenih problemov. Med severnim in južnim Ciprom je 8 mejnih prehodov in tale na Ledra ulici je edini znotraj glavnega mesta. In midva se bova zdaj odpravila na severno stran, v turški del Nikozije, ki mu rečejo Lefkoša. Evo, in tle 30 metrov naprej že vidimo kontrolno točko. Tukaj je grška stran meje, par korakov dalje pa še turška. Ja, za vstop na turško stran je pa kar nekaj gužve. Zgleda, da malo več preverjajo dokumente. Evo, in sva prišla čez mejo na turško stran. Zdaj sva prišla v kulturni center Buyuk Han in to je tudi vse, kar vemo o tem povedati. Mal se bova razgledala, od spodaj so restauracije, na vrhu pa stojnice. Vem pa iz Križank, da je Han
gostišče za nekdanje trgovce s kamelami. Tako da je možno, da je bilo tudi to ena taka trgovska postojanka. Tukaj sva najdla še en manjši Han, tudi deluje bolj kot kulturni center in prodajalna spominkov. Ampak vse te vonjave po ulici in pa ura, ki je že malo čez 12, so me prepričale, da greva zdaj takoj nekaj pojest. Sva se odločila kar za eno tako hotelsko restauracijo, da sva lepo noter na klimi, ker je zunaj precej vroče. Jaz sem si izbral malo pasulja in pa neke mesne kroglice z zelenjavo. Vlasta bo imela pa riž in piščanca. Ker pa v tem svetu ni alkohola, sva naročila mešanico jogurta z vodo, ki ga domačini pijejo zraven hrane. Take okusne mesne kroglice, pa malo krompirčka zraven. Pa tudi kruh je zanimiv, tako zgleda kakšno testo za pico, samo da je mehkejši, pa zelo, zelo okusen. Šipek je. Za kosilo sva plačala 120 turških lir oziroma 7,55 evra. Ne bova šla pa nikamor, dokler ne sprobava še par turških slaščic. Za sladice, se pravi jabolčno pito in ratluk, sva plačala pa še 2 evra. Zdaj greva pogledati še gor proti severu, do severne strani obzidja. In zanimivo je, kako so tukaj prazne ulice. Turisti naredijo tistih prvih 100 metrov proč od meje in to je to. Tle pa ni žive duše. Zdaj sva pa že prišla do severnih vrat v obzidani del mesta in greva pogledati ven, kako izgleda iz zunanje severne strani. Zato, ker s severne strani vhod v mesto straži njihov najbolj priljubljen predsednik Atatürk. Ker izven mesta na severnem delu Cipra brez avta nimaš skoraj kam iti, nimava pa časa, da bi se vozila z avtobusi, se bova odpravila nazaj proti centru mesta po ulici Ledra. Soproga se ni mogla upreti, da ne bi potešila nakupovalne obsedenosti, tako da je zavila še v eno trgovinco. Lahko pa kupiš le vse. Versace, Nike, Adidas, seveda vse po naredki. Morate vedeti, da to vam niti dolg ne zdrži. Niti ni pošteno, da podpiramo neke po naredke. Tako da jaz nisem nič kupila. V glavnem tudi severni del Nikozije je super. Nič ne razumeš, nič ne zapraviš. Ni interneta, noben te ne moti. Zakon. In lahko mi verjamete na besedo, če imate radi džumbus, potem se držite Ledra ulice. Par metrov levo desno je že vse prazno in zapuščeno. Po obisku severnega dela mesta in po očitnem navdušenju med prepadom enega in drugega dela, greva nazaj v center na mejni prehod in se vračava v grški predel. Zelo hitro in brez kakšnih težav sva prečkala mejo nazaj v grški del mesta. Zdaj se samo še sprehodva do avta. Na tem mestu bom jaz video tudi zaključil in se vam zahvalil za vse všečke, za komentarje, za morebitne nove naročnike. Najlepša hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!